V Sloveniji in tudi drugod potekajo številni lepotni izbori. Eden javnosti manj znanih je tudi izbor Miss gluhih Slovenije za Miss gluhih sveta, ki poteka v organizaciji Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. V Sloveniji ima to tekmovanje že dolgoletno tradicijo, saj je bila prva Miss z okvaro sluha izbrana že leta 1998. Takrat je krono osvojila Ida Krajačič. Naziv Miss gluhih Slovenije za leto 2014 je prejela 19-letna Maša Gruden iz Ljubljane. Ja, moji občutki, ko sem izvedela, da sem Miss, so bili zelo sem bila zadovoljna, presenetilo me je, bila sem ponosna nase in sem tudi takoj, ko sem dobila sporočilo, da sem izbrana, sem sporočila staršem, ki so bili zelo veseli pa ponosni. Želim si, da se mi ljudje zapomnijo tako, da sem pač res pomagala gluhim in naglušnim. Želim si, da se pač gluhi vključijo v družbo, ne da so samo v stiku samo z gluhimi. In pač to želim najbolj. Pa želim tudi, da se uveljavi več pravic za gluhe, kot na primer ti tehnični pripomočki. Želim, da so bolj dostopni, da niso tako dragi. 176 centimetrov visoka študentka Fakultete za upravo bo Slovenijo zastopala na svetovnem izboru, ki bo julija v Pragi na Češkem. Zanjo bo to prvi nastop na mednarodnem tekmovanju, prav tako pa še nima veliko izkušenj z lepotnih tekmovanj. V Pragi si želim, da bom spoznala veliko novih ljudi, novih missic, da bom spoznala to mesto, potem želim se čim bolje uvrstiti, pa tudi želim, da bom zelo dobro predstavila Slovenijo. Z letošnjim letom tekmovanje za izbor najlepše gluhe Slovenke prehaja na profesionalno raven, saj je licenco za tovrstno lepotno tekmovanje prevzela vodja projekta Miss Slovenije za Miss sveta in nosilka slovenske licence Miss Zemlja za Miss sveta Jelka Verk. Pri delu ji bo pomagala Suzana Demir, lanskoletna finalistka tekmovanja Miss Slovenije. Sem pisala svetovnemu organizatorju, ki mi je podelil licenco, da lahko delam. Dobila sem 3 mesece nazaj in tako v kratkem času težko ti narediš prav finalno prireditev, tako da smo imeli potem casting, bilo je 25 deklet, na katerem smo izbrali Mašo, ki se nam je zdela najbolj primerna za svetovni izbor letos. Svetovni izbor poteka od 11. do 27. julija na Češkem v Pragi. Maša se bo zdaj pripravila, gor jih se bo predstavila v talent showu, imajo modne revije, kot na vseh ostalih lepotnih svetovnih izborih. Mašo mi že pripravljamo na svetovni izbor, imeli smo že profesionalno fotografiranje, tudi sledijo še 2-3, da dobi izkušnje na tem, ker je Maša čist brez izkušenj. Ima že šolo ličenja, šolo, kako se bo sama lahko uredila, ima šolo same hoje, samega nastopanja. Tudi obleke smo že, ene še bojo, imela bo zagotovo boljš, da jih ima več, ko pa premalo s sabo. Dekleta, ki se želijo pripraviti na lepotni izbor, se nanj lahko začno počasi pripravljati, saj bo Maša dobila svojo naslednico predvidoma konec letošnjega leta ali v začetku leta 2015. Ko bo Maša se vrnila s svetovnega izbora, sledijo castingi
po Sloveniji. Dekleta se bodo sedaj že lahko začela prijavljati, a ne? Po vseh društvih bojo šle prijavnice, ker bojo društva najprej poslale prijavnice. Potem bomo imeli razgovore po Sloveniji, to menim nekje, mislim, da Maribor, Celje, Ljubljana, Nova Gorica, pa če še kjer kraj, kjer bo veliko prijavljenih. Potem bomo naredili na koncu finalni casting, kjer bomo zbrali 10 deklet. Nekje 10 finalistov bomo imeli. Zdaj točno kdaj bo finale, težko definiram, a ne? Ker je še malo prezgodaj, ampak Mirjana Drumlič, Miss gluhih 2012, Ingrid Pavšič, Miss fotogeničnosti na izboru za Miss Slovenije 1995 in Izabela Juriševič, Miss gluhih 2011, so se udeležile prve uradne predstavitve Miss gluhih 2014 in nam v pogovoru povedale, po čem so si najbolj zapomnile tisto leto, ko so nosile krono. Maši so vse tri zaželele srečno pot na svetovni izbor, niso pa pozabile niti na koristen nasvet, saj ji vse želijo čim boljšo uvrstitev. Ben